No, prva velika sprememba je bila pred leti, ko je bila devalvacija rubla iz 40 na 80, kar avtomatsko da prisilja, da del svoje proizvodne preneseš v Rusijo, začneš gor proizvajati, če ne proizvajati, vsaj da del proizvodne kupuješ. Druga zadeva je z nafto, ki je začela zadnja leta padati in je bil ponovno problem, manj investicij, manj denarja v obtoku. Ta stvar se je trenutno malo popravila, vsaj že leto dni je nafta stabilna, je nad 50, tudi rubel se je nekje stabiliziral na 70, ljudje so se privadili tega tečaja in plane investicijske, ki delajo za tem tečajem in upam, da bo sprejeli in bojo dejansko investirali. Ja, normalno te življenje pelja. Če nisi dovolj velik, potem pač vzameš priložnost, ki se ti ponudi, eno bolj resno, eno manj resno, eno aktivno sprejmeš. In na vsak način pa je, da reference na Zahodu imajo svojo težo pri Rusih, tako kot imajo ruske reference težo pri Indijcih in te poti je treba pač spoštovati. In ko enkrat to obvladaš, da jih sprejmeš, da je to normalna zadeva, si ustvariš določeno količino referenc in potem se zopet vračaš nazaj na evropski trg. Podjetja morajo priti do svojih kupcev na tak ali drugačen način. Torej, tukaj ne govorimo o storitvah, tukaj govorimo praktično o konkretnih produktih in zdaj kako pride do kupca, da bo produktom tako, kot je bilo s kupcem dogovorjeno, da bo produktom nepoškodovan in da bo produkt v tisti količini, ki ga je kupec naročil. In potem to recimo je potem dogovor, ki ne temelji samo med kupcem pa med dobaviteljem, ampak je vsred še nekdo. In to so logisti in logisti lahko pomagajo svojimi izkušnjami, svojimi, bom rekel, primeri, znanjem, kako na kakšen najlažji in pa najcenejši način pripeljati blago do kupca. Ko stroški padajo, je mogoče boljše imeti dogovor z dnevnim povpraševanjem. Ko stroški naraščajo, ko buhti, bom rekel, cel trg, ko pride do velikega uvoza, ko pride do velikih teh premikov in tako naprej, lahko pride do situacije, da recimo kar naenkrat začne zmanjkovati kamionov na trgu oziroma kamioni, prevozniki za tisto ceno ne bodo več peljali. V takem primeru je definitivno boljši tenderski način dela. Tenderski način dela za sabo potegne tudi porabo, bom rekel, ljudi, koliko ljudi se mora s tem ukvarjati. In tenderski definitivno mnogo manj kot pa dnevni.